Tovorni vlak, naložen železovo rudo, je na Kamniti Podor naletel nad Prešnico. Lokomotiva je deloma iztirila in se poškodovala. Kot lahko vidite za mojim hrbtom, se je sinoči na železniško progo nad Prešnico, nad vasjo Prešnica podrlo kamenje, verjetno preperelo kamenje zaradi suše in padavin. Delavci so ga tekom dopoldneva že uspeli počistiti z železniške proge, promet pa je po 12. uri stekel znova. Dogodek pa odpira vprašanje ustreznosti železniške povezave z morja v notranjost države. Pristanišče tokrat poslovno ne bo oškodovano, vsa dela so premaknili na jutri. Vprašanje pa je, kaj bi se zgodilo, če bi bila proga zaprta več dni. S tem bi bili dejansko odrezani od sveta, namreč 60% vsega pretovora potuje po železnici, kar bi bilo seveda katastrofa za pristanišče, za njegovo konkurenčnost in bi seveda pripeljala do tega, da bi se stranke verjetno začele odločati za druga pristanišča. V Luki tudi pravijo, da zaradi plazu gre za naravno nesrečo, zahtevkov po odškodninah ne pričakujejo. Je pa to lahko znak slovenski politiki pri odločitvi o izgradnji drugega tira. Nas poslovni partnerji že opozarjajo, da je naša luka zaradi tega uvrščena med bolj rizične luke iz enega preprostega razloga, zato ker je pretočnost najprej omejena, na drugi strani pa seveda tudi varnost. Zato pa poslovno škodo napovedujejo v slovenskih železnicah, saj ne bodo mogli pravočasno izpolniti svojih obveznosti do poslovnih partnerjev. Stranke so s tem seveda obveščene, vendar tudi njim nastaja neka škoda, tako da v tej škodi kakšna je, pa koliko bodo zamude, bomo pač videli kasneje po tem dogodku. Na progi Koper-Prešnica se je Kamniti Podor zgodil prvič, še sporočajo slovenskih železnic. Dejstvo pa je, da je bila proga zgrajena leta 1967, da je enotirna in vodi po kraškem robu. Na leto po njej vozi okoli 19 000 tovornih vlakov.